Zdaj bom predstavil program za povzročitelje nasilja, to kliče se trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje. Program poteka v obliki skupin in v obliki individualnega dela. Na programu je zaposlenih 6 svetovalcev in izvajamo skupine po 9 večjih krajih po celi Sloveniji. V Ljubljani so 3 skupine, potem pa po ostalih krajih pa po 1 skupina. Se pravi, te večji kraji so Murska Sobota, Maribor, Celje, Slovenj Gradec, Novo mesto, Koper, Nova Gorica in Radovljica. Mislim, da sem to vse naštel. Prej sem malo navezal se na to sodelovanje, kako se posamezniki vključujejo v ta program. Seveda je možno tudi neka vrsta prostovoljna odločitev, se pravi, če pride posameznik do nas in reče, ok, imam težavo s povzročanjem nasilja, se lahko vključi. Zdaj je res, da je to zelo majhen procent naših uporabnikov, tako za informacijo. Na letni ravni se jih okrog 600 vključi v program. Kar se tiče sodelovanja, je pomembno to, da institucije, kot so centri za socialno delo, tožilstvo, sodišče, zapore, to so te institucije, ki napotujejo uporabnike v program za povzročitelje nasilja. Center za socialno delo da informacijo o našem programu in nekako motivira posameznika običajno, ko je tukaj neki ukrep prepovedi približevanja, oziroma nek proces pomoči. Zdaj, tožilstvo ima možnost, da napoti posameznika v, temu se reče, odložen pregon, kot da ne gre v kazenski pregon, s tem, da da tožilstvo navodilo udeležbo v našem programu. Sodišče lahko da v izreku pogojne obsodbe, zavodi za prestajanje kazni zapora pa ob načrtovanju odpusta, lahko kot predčasen odpust, pogojni odpust. Na ta način. Tako da tukaj sodelovanje je zelo pomembno, nekako v obliki neke izmenjave informacij, da se pač informiramo med seboj in za centre, za tožilstvo in tako nekako poteka določena obravnava. Kaj mi opažamo kot neke spremembe pri posamezniku, kot določene uvide, če jih doseže in tako naprej. Predvsem z namenom, da mi rečemo pač koordiniran pristop. Zelo je pomembno, da imamo nekako usklejen pristop pri obravnavi te problematike nasilja v družini, da povzročitelji nasilja dobivajo enotne informacije od različnih institucij, različnih strokovnih delavcev. Predvsem to, za nas je zelo pomembno načelo ničelne tolerance do nasilja, to pomeni, da pač ni upravičila za nasilje, ne glede na to, dostikrat, povzročitelji grejo v to, ja, se me je provocirala, me je izzivala, me je prevarala, ne vem kaj, to so lahko neka neprimerna vedenja, niso pa to upravičilo potem za nasilje. Se pravi, na to vrstno vedenje pač seveda se posameznik lahko postavljajo mejo, izrazijo, da to ni ok in tako, ampak seveda to se dela na spoštljiv način, brez nasilja, brez neke zlorabe moči. Prej sem omenil naše načela, mi nasilje razumemo kot v bistvu obliko zlorabe moči. Zdaj, posamezniki imamo različne oblike moči, ali to fizična moč, ali psihična moč, ali neka ekonomska moč, neko denar in tako naprej. In zdaj to moč lahko mi uporabimo, ne uporabimo ali pa zlorabimo. Se pravi, zlorabimo z namenom, da nad nekom imamo nadzor, da ga nadzorujemo, da ga podredimo, da dosežemo svoje cilje na račun drugih. To v tem primeru potem govorimo o nasilju, ko je namen v bistvu doseči neke lastne interese, cilje in tako na škodo drugih, in da so potem pač posledice. Zakaj je to važno? Ker da se gre težko potem prepoznati tudi fizično nasilje. Že prepoznamo, potem pa pri psihičnem ali spolnem ali ekonomskem, to pa je posamezniki, ki ne prepoznamo povzročitelje, dostikrat niti ne smatrajo to kot nasilje. Glavno, to je ta proces, skozi katerega grejo povzročitelji tekom našega programa. Program je zastavljen v obliki, ko sem rekel, še skupin, ki zajema 24 srečanj. Vključitev traja 1 leto. Tekom teh srečanj tudi z vsakim deležencem, uporabnikom programa,
izvajamo tudi razne evalvacijske pogovore, to so individualne pogovore, da nekako preverimo nek napredek, oziroma če preverimo, če se kaj novega dogaja, različni ljudje se vključijo, naprimer na točki, ko še ni kazenskega pregona, oziroma ko še ni nekega epiloga na sodišču, vmes se mogoče že kaj takega lahko zgodi, lahko se spremenijo tudi druge okoliščine, ne vem, pridete spet nazaj skupaj s partnerico ali pa kontra, ali se začne postopek razveze. Vse te informacije so nekaj potem pomembne za našo obravnavo povzročiteljev. Zdaj imamo pa tudi možnost individualne oblike obravnave, zato je bolj smiselno pri bolj motiviranih uporabnikih. Prej sem omenjal na tem majhen procent, rečemo 5% ljudi, ki se vključi nekako na lastno pobudo, se pravi ljudje, ki so že kritični do vlastnih dejanj. Naprimer, za to vrstnimi posamezniki je smiselno delati na tej točki že tako individualno, ker imajo uvid, ker so pripravljeni nekaj spremeniti pri sebi, ker so pripravljeni pogledati globje vzroke za lastno povzročeno nasilje. Večina posameznikov pa ima, mi temu rečemo, zunanjo motivacijo. To pomeni, notranja motivacija pomeni, ok, zavedam se, da nekaj počnem narobe, zato hočem nekaj spremeniti. Zunanja je pa, ok, grem v program za povzročitelje, zato da ne bom šel v zapor, zato da ne bo tožilstvo šel v kazenski pregon, zato da bom se pokazal v boljši luči pred centrom za socialno delo in tako. Zapravi, to niso še te pravi razlogi za spremembo. Je pa to neka običajna vstopna točka, se pravi pozicije, na kateri so povzročitelji na začetku. Zdaj, naš namen je, da spremenimo to zunanjo motivacijo v notranjo motivacijo, da bi posamezniki prepoznali neke vzorce, neke dovoljenja, ki jih imajo v sebi za nasilje, za povzročanje nasilja, da bi prevzeli potem tudi odgovornost za lastno dejanje, da bi nehali prelagati odgovornost na partnerico, na otroke, na šefa, na pomanjkanje denarja in tako naprej. Kljub temu, da imam te težave, sem jaz odgovoren, da sem izbral nasilno obliko reševanja težav ali odzivanja ali karkoli, do te točke sej. Zdaj, kar je pomembno, program za povzročitelje nasilja se v bistvu izvaja, glavni namen je v bistvu tukaj povečevanje varnosti žrtve. Tako da, kaj zdaj to pomeni, tudi če potem ne pride od tega do prevzema odgovornosti, da posameznik ne postane kritičen do lastne dejanja, ne doseže neki sprememb, kljub temu mi lahko potem v tem koordiniranem pristopu z temi institucijami, z medsebojnim obveščanjem, skrbimo za to, da je žrtev še naprej varna, ali oziroma da se pogleda, kaj se lahko naredi za to varno žrtve, se pravi, obveščamo, ok, posameznik, ta pa ta, še zmeraj ima ta prepričanja, še zmeraj ocenjujemo, da je tukaj neka visoka stopnja ogroženosti in na ta način lahko potem prispevamo k obveščevanju varnosti žrtve. Tako da to mogoče samo za občutek na hitro, za te teme, ki jih obravnavamo na skupinah. Prej sem imel 24 srečanj, to pomeni tudi 24 tem, ki so povezane z seveda vse bolj ali manj z nasiljem, od tega do direktno govorimo o oblikah nasilja, o prepoznavanju teh oblik nasilja, do razumevanja te dinamike, nasilja v družini, to je to pomembno, ker to niso enkratne dogodke, ampak to ponovadi to je cel proces, neko obdobje stopnjevanja, neke napetosti in povečevanje neke izolacije žrtve. In potem ta izbruh fizičnega nasilja je samo nek vrh, ponovadi potem temu vrhu sledi neko obdobje obžalovanja, povzročitelj obljublja nikoli več ne bom, zdaj se bom spremenil, zdaj sem se vključil v program, zdaj sem drug človek in tako, ampak potem pa spet se začne ta proces, tako da treba videti to večjo sliko, neki večji časovni okvir tukaj vzeti. In ta psihičen moment, psihično nasilje, ki je sporednica dostikrat temu fizičnemu nasilju, tudi to videti. Tako da to in potem dosti tem je o čustvih, jeza, ljubosumje, krivda, sram, kako prepoznavamo ta čustva, kako jih izražamo, kakšen odnos imamo do tega. Razne obrambne mehanizmi, zanikamo nasilje, opravičujemo nasilje, govorimo, da se ni bilo tako hudo, iščemo se razne racionalne razlage, prepoznavamo teh vzorcev.
razne tehnike pomirjanja, dihalne vaje in tako, komunikacijske tehnike, reševanje konfliktov na nenasiljen način, na asertiven način. Dosti govorimo tudi o vzgoji otrok, potem o raznih odvisnostih, raznih stereotipnih prepričanj in tako naprej. V glavnem, dokaj široko je zastavljeno, zdaj program je pač, tudi uporabniki dostikrat rečejo, ja, da bi to mogli že, da bi to vsi ostali mogli poslušati že v osnovni šoli, že prej kot preventivo, ja, seveda se strinjamo s tem, ne, tako, itak nasilje v družini je kompleksen problem, ne, in ga treba tudi tako zajemati, ne, če gremo samo na to osko, ne, fizično nasilje in enkraten dogodek, lahko samo škodo v bistvu povečujemo, ne, zato tudi na primer ukrepi prepovedi približevanja so tu je smiseln ukrep prepovedi približevanja nasilja v družini, ne pa na primer kazen za kršitev javnega reda in miru, ne, ki dostikrat lahko ima kontraučinek, ne, ki samo povečuje ogroženost žrtve, ne, ker potem povzročitelj, ja, glej, kaj sem naredila, zdaj pa še moram to plačati in to si ti krivo, to si ti plačala, ne, in tako, ne. In ponavadi jo žrtev plača. Tako da, to mislim nekako, to okvirno zdaj, nakratko te naš program, naše programe. Mogoče bi jaz dosti podoben, kot je isto opisal, je tudi program trening starševskih veščin, je pa omenjen moškim in ženskam, ki nekako verjamejo, da telesno kaznovanje, da psihično nasilje je lahko nek dober način vzgoje in je v bistvu namenjen, da v bistvu nekako isto 24 tem, samo da je druge vsebine, povezane z vzgojo, z otrokovimi potrebami, z čustvi otrok, z razvojem otrok, v bistvu na tak način, kako starš lahko poskrbi zase in za otroka, ravno tako tehnike sproščanja in nekako, da rečemo, ti time-outi, takrat, kadar je otrok se nekaj zgodil, pa se je treba odmakniti, da ne pride do kakšne oblike nasilja. In v bistvu sistem vključevanja je enak kot ga je isto opisal, dobimo napotitve iz centra za socialno delo, tožilstva, oblike vloženega pregona ali pa potem naprej. Ravno tako traja 1 leto, se pravi, so pa tukaj starši, ne, moški in ženske, lahko so skrbniki in skrbnice, rejniki, rejnice. V bistvu je pa pogledati svoje vrednote in spreminjati prepričanja, prevzemati odgovornost. Tukaj pride tudi do tega, poglej, kaj si naredila, zato pa sem te udarila, da začnemo v bistvu iz tega, no, da morajo starši prevzeti svojo odgovornost in v bistvu so oni tisti, ki vzgajajo, ampak da brez nasilja.